Iz upanja slovenske pomladi se je rodila. Zrasla je iz trpljenja in poguma tisočerih slovenskih domoljubov in demokratov. Vseh, ki so tudi skozi svinčena leta doma, v mestu in po svetu ohranili zdravo kmečko pamet in z njo vero v možnost demokratične in samostojne Slovenije. Slovenija, oblika kure, kmetije, narodna noša, družina, veselice, potica. Potica, svoboda, fašizem. Everything that's happening with the country, it goes through you. Meni seveda tukaj ni treba naštevati, kaj se je naša vlada naredila v bistveno krajšem času. Ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v prihodnje študijsko leto. Gre za še en poskus uničenja nacionalne tiskovne agencije, kar smo že videli v sosednji Madžarski. To se je mimo javnosti zgodilo včeraj na dopisnih sejah vlade. Učeni pa so tudi maturantje. Brez šole smo že 3 mesece, ne vemo, kaj bo z maturo. Dijaki, ki so mirno demonstrirali za odprtje šol, so začeli dobivati denarne kazni in vabila na sodišče, saj je v Sloveniji ogrožena pravica do izražanja mnenja in protestiranja. Še zadnji žebelj v krsto naše negotove prihodnosti. Še zadnji žebelj v krsto naše negotove prihodnosti. Everyone is so chill here. It's incredible. Sem vesela, da živim v Sloveniji, no, ker imamo v redu urejeno državo. Tako da ja, ne vem, se mi zdi, da to je. Meni se tudi zdi v redu, pa da smo nekako vse na varnem, pa da smo taka manjša država in da je to dosti boljš, kot pa kakšna Amerika, da bi bili tam. Meni se zdi, da glede na to, da nikoli nismo izgubili kot statusa tega, da ne bi imeli svoje države, pa da ne bi nečemu pripadali, nam tako vsem dosti manj pomeni, sploh najstnikom, ker itak starejši so bili v Jugoslaviji, pa so se mogli zato, tako da po mojem mi nimamo neki ful navezanosti do tega. Prihaja zrela doba, čas odločilnih naporov in boja za dobro prihodnost Slovenije. Naredili bomo vse, da vas ne bi vznemirjali v tem času. Ni popuščanja. Naj živi naša velika družina, slovenska in demokratska. Uživajte, dokler lahko. In Bog živi Slovenijo.